Pred 2 letoma, ko sem bila zadnjič v Ugandi, v Idirisi, sem dobila idejo, da bi nekaj tem otrokom naredila in zdelo se mi je dobro, če bi bila to knjiga. Ker je tam ena hiša, ki ponazarja to, Idirisa namreč pomeni okno in je okno v svet za Afričane in okno nas, da vidimo Afriko, kakšna je v resnici. In potem mi je pač začela razpletati v glavi ta zgodba in ko smo dobili ta projekt, je ideja ta, da je zgodba napisana v 3 jezikih, in sicer v slovenskem, angleškem in v lokalnem jeziku Ručiga, ki ga govori 1.400.000 ljudi, nimajo pa nobene knjige, saj mi nismo našli vira, da bi obstajala kakšna otroška knjiga že v njihovem lokalnem jeziku. Ilustracije za knjigo je narisal ugandski slikar Ayuka Martin, in zdaj je knjiga pred nami, mi pa gremo v Afriko poučevati. Koliko časa boste dol? Program je narejen za 6 tednov, kakšna stvar se nam bo najbrž še zataknila, tako da gremo za 7 tednov pa pol dol, tako da imamo malo rezerve. S kupom knjig najbrž? Ja, s kupom knjig, seveda. Dol imamo eno organizacijo nevladno v okviru Idirise, ki za nas pripravlja teren. Zelo dobro imamo tudi zveze že z ravnatelji teh osnovnih šol, tako da mislim, da bo potekalo vse kakor treba. Ste vi že kakšno knjigo prej napisali? Ne. Kakšen je zdaj ta občutek, ko je prva knjiga napisana? Ja, krasen. Tudi nikdar nisem imela takih ambicij, ampak meni se itak stvari tako spontano cel življenje že dogajajo, da zelo veliko različnih stvari počenjam. In mogoče tudi ne bo zadnja. Bomo videli. A bodo tudi slovenski otroci dobili to knjigo v branje? Ja, v programu je tako, da bo nekaj več kot polovica knjig bo šlo v Ugando, na vse te osnovne šole njihove, medtem ko drugi del knjig bomo pa rabili v Sloveniji za izvedbo svojih delavnic, za vrtce, za šole, da bomo tudi tam pač predstavili to drugačno Afriko, ker o tej revni Afriki je vse preveč govora in v medijih pač predstavljeni so samo ta taborišča in lakota in tako naprej. Afrika je pa še zelo veliko drugega.